Iraški varnostni strokovnjak Fadil Abu Ragif je izjavil, da ima Irak pravico širiti lastne kanale za nabavo vojaškega orožja brez vmešavanja drugih držav. Iraški zunanji minister Ibrahim al-Džafari pa je na novinarski konferenci po sestanku rusko-iraške medvladne komisije za trgovinsko, gospodarsko, znanstveno in tehnološko sodelovanje dejal, da je Irak zainteresiran za nakup ruskega raketnega sistema. Takšna namera naj bi ogrozila Združene države Amerike, ki so Irak in druge države že opozorile na morebitne posledice v skladu z zakonom o preprečevanju sankcij Amerike iz leta 2017. A to opozorilo je naletelo na jezen odziv v Iraku. Ragif je poudaril, da je Irak suverena država s svobodno pravico do izbire in da je mednarodni trg orožja odprt tudi za Irak. Po njegovih besedah je Irak tudi že kupil orožje, ki je imelo pomembno vlogo pri boju proti ekstremističnim silam. V Italiji je ena od odmevnih predvolilnih tem ukvarjanje z migranti. Medtem ko begunci prosijo za pomoč, se koalicija na desni strani z nekdanjim premierjem Silvijem Berlusconijem in protimigrantskimi ligami zavezuje, da bodo deportirali več 100 priseljencev, če bodo zmagali na volitvah. Uveljavljanje množičnih deportacij sicer lahko osvoji glasove, vendar je težko zagotoviti, da jih bodo tudi uresničili. Ocenjujejo namreč, da bodo drage, z dolgotrajnimi in zapletenimi postopki, sploh ker še ni razdelano, ali bi vračali samo novejše priseljence ali tudi tiste, ki v Italiji živijo že dlje časa. Ameriška veleposlanica pri Združenih narodih Nikki Haley je na obisku v Gvatemali, kjer je izpostavila, da Združeni narodi želijo podpreti ranljive skupine pri tem srednjeameriškem narodu. Glavni temi uradnega obiska sta bili podkupovanje in razvoj. Haleyjeva je obiskala tudi Komisijo Združenih narodov proti nekaznovanosti v Gvatemali. Ta je imela leta 2015 pomembno vlogo pri odstranjevanju nekdanjega gvatemalskega predsednika Ota Pereza zaradi škandala o cepljenju. V zadnjem času pa si nesporno prizadevajo za preklic imunitete sedanjega predsednika in ameriškega zaveznika Jimmyja Moralesa, potem ko je prišlo do primera korupcije. Haleyjeva je imela v okviru obiska tudi srečanje z otroki iz ranljivih skupin, ki jim pomagajo pri razvoju.